Dober dan, moje ime je Dušan Rutar. Tokrat je na vrsti 15. pripoved iz serije Nevidnost hendikepa. Pripovedujem o izključevanju. Pogovarjam se z mlado osebo, ki mi v določenem trenutku zastavi preprosto vprašanje. Kaj pomeni, da je moje telo drugačno? Zakaj mi ljudje vedno znova na bolj ali manj prikrit način sporočajo, da je moje telo drugačno, in zakaj imam pri tem občutek, da ni le drugačno, temveč je tudi narobe. Zakaj imam občutek, da bi se moral sramovati svoje drugačnosti? Zakaj imam občutek, kot da je moralno sporno, ker je moje telo drugačno? In še, od česa je tako zelo drugačno? Dobro, poskusiva najprej razmišljati, kaj telo sploh je. Sodobna znanost, kognitivna in nevroznanost, na primer, dokazujeta, da je telo nekaj zelo zanimivega. Dokazujeta, kako zelo različno je lahko telo. Torej, kaj je telo, zakaj je zmožno za različnost in kaj pomeni hendikepirano telo? Najprej, kot vedno, je na vrsti dobra knjiga, to je znamenita, izjemna, izvrstna razprava, ki jo je spisal Aristotel, njen naslov pa je O duši. Aristotel na izjemno dober način razume človekovo telo in najprej reče, da je mnoštvo ali množica. Telo je torej množica tega, kar lahko uresničuje, kar lahko naredi, kar lahko doseže. In ko razmišlja o tem, kar lahko naredi telo, pride do vprašanja, kaj je duša. Aristotelov odgovor na vprašanje je prav tako zelo dober. Reče namreč, da je duša množica tega, kar telo lahko naredi, ali v njegovem žargonu, duša je entelehija telesa. To pomeni množico dejavnosti, ki so usmerjene k cilju. Telo zaradi duše lahko dosega zelo različne cilje, lahko uresničuje zelo različne dejavnosti. In vidiva, da v tem obzorju Aristotel nikjer še ne predvideva, da je kakšno telo moralno manj vredno od drugega telesa. Zato je na vrsti vprašanje, kdo sem potemtakem jaz, čigar telo je hendikepirano, v odnosu do Aristotelovega razmišljanja o telesu in duši. Po mnogih letih razmišljanja o naravi hendikepa lahko rečem, da hendikepirano telo reprezentira
izključevanje, ki poteka v občestvu. Vsak človek vselej živi v občestvu in vselej se dogaja bolj ali manj nevidno izključevanje tistih teles, za katera ljudje verjamejo, da so drugačna, da so tako zelo drugačna, da jih je treba izključiti. Nasproti postavljam vzgojo za etičnost. Proti izključevanju nastopam z vzgojo za etičnost. In se še enkrat vračam k Aristotelu, ki pravi, da je človek sočasno hkrati želeči in razmišljajoča želja. To velja za čisto vsako telo in za vsako dušo. Vzgoja za etičnost je zato dobro orožje v boju zoper bolj ali manj nevidno izključevanje teles, ki poteka v občestvu. Vzgojo za drugačnost razumem kot vzgojo za etičnost. In ko govorim o vzgoji za drugačnost, govorim o vzgoji za odprtost do drugačnosti. Ali še bolj natančno, govorim o vzgoji za odprtost do odprtosti drugačnosti. In v tej luči lahko počasi sklenem. Ljudje se pogosto spontano obnašajo tako, da zaznajo drug pri drugem drobne posebnosti, ni nujno, da so vselej drobne, pogosto pa so, in če smem uporabiti nekaj psihoanalitičnega žargona, presežno uživajo v razmišljanju, ki ga je tako dobro opisal Freud. Ljudje razmišljajo in tudi rečejo, saj so tudi drugi in drugačni, na primer hendikepirani ljudje, taki kot mi, na njih ni nič posebnega, imamo jih radi, potem pa sledi tisti obvezni toda. In sem se umešča izključevanje. Imamo jih radi, čisto v redu ljudje so, toda naj bodo tam nekje daleč od nas, da jih ne vidimo, da se nam ni treba družiti z njimi, naj bodo torej izključeni, čeprav praviloma ljudje ne uporabijo te besede. Pa vendar deluje izključevanje tako na ravni posameznikov kot na ravni občestev. Ljudi torej vselej nekaj zmoti pri drugih ljudeh. Vselej je drobec, drobna posebnost, zaradi katere se vznemirijo in izključujejo posameznike, ki zastopajo take drobne detajle, posebnosti, kot se reče. In enako se dogaja na ravni občestev, govorimo o nevidnem sistemskem izključevanju drugih in drugačnih ljudi. In čisto za konec, vprašanje, kaj nam ostane? Odgovor je preprost. Ostane nam nenehno opozarjanje na naravo izključevanja drugih in drugačnih ljudi. Morda
se vendarle kaj spremeni na bolje. Nadaljevanje prihodnjič.